dober dan. Aha, evo, tako se nam že uspešno pridružujejo naši poslušalci oziroma gledalci. Lepo pozdravljeni v videokastu Hitra znanja. Dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami v živo, ter lep pozdrav tudi vsem tistim, ki ste nas zavrteli nazaj. Danes z nami Alenka in Jure. Bil je sicer plan, da pride direktor Cene Štuparcilija, vendar se je mogoče v zadnjem trenutku opravičiti, ampak z nami je Jure, ki je strokovnjak na svojem področju in verjamem, da bo zelo dobro pojasnil se pravi vse, kar se tiče v zvezi z izobraževanjem odraslih. Mogoče čisto za začetek, kako sta pripotovala danes do Ljubljane, oba dva sta iz drugih koncev. Ne, sem Ljubljančanka. Ti si Ljubljančanka? Ja, v parih minutkah. Parih minutkah, krasno, to je ful dober podatek. Jure, pri tebi pa bi bilo po mojem par minutk več, a ne? Nekaj minutk več, če skromno ocenim, ja, ampak je malo izboljšala se situacija. Upam samo, da ne gremo več nazaj na tisto, kar je bilo pred tednom, 2, 3. Držim pesti, ja. Te popolnoma razumem, si deliva to strast do ceste, do odprtih cest, recimo temu tako. Poletje je mimo, zajadrali smo v novo šolsko leto in sicer smo nazaj tudi s hitrimi znanji in pravzaprav namen hitrih znanj je, da vam v 45 minutah ekipa, ki jo sestavljamo predstavniki Ceneta Štuparja, Zveze ljudskih univerz in kadrovske družbe Trenquadr, ponudimo uvid v trenutno dogajanje na trgu dela in naslovimo različne kadrovske izzive, ki jih dnevno srečujemo v praksi pri našem delu. Tako so nasveti sogovornikov iz prve roke, vsi ste z nami v živo, pa vabljeni k soustvarjanju videokasta in jih lahko zapišete v klepet. Tako da upoštevamo pa tudi format 45 minut, če se nam bo pa z vprašanji zavleklo, bomo v bistvu končali v tej minutaži, bomo pa odgovorili potem na vprašanje še kasneje. Moja današnja sogovornika, kot sem že omenila, Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovski družbi Trenquadr d.o.o. Alenka je dnevno v stiku z vodji in direktorji kadrovskih služb, je odgovorna za razvoj poslovanja ter rastni razvoj kadrov, v mednarodnem okolju razvija, preizkuša in nato uvaja dobre prakse na širšem področju organizacij in upravljanja s človeškimi viri. Z psiholoških vidikov prepoznava in povezuje potrebe, želje ter pričakovanja tako zaposlenih kot delodajalcev, podjetjem in posameznikom pomaga pri doseganju organizacijskih in kariernih ciljev. In pa, kot sem že omenila, Jure Jamšek, sicer po izobrazbi univerzitetni diplomirani pedagog, je organizator izobraževanja odraslih na Cene Štuparcilj, ki že 15 let deluje na področju vodenja srednješolskih programov na ravni srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poleg tega vodja izobraževanja obsojencev in MPK svetovalec, ljubiteljski informatik, prostovoljni gasilec in filmski navdušenec in sodelavec, katerega z veseljem cukamo po hodniku, ko je res karkoli za popraviti. Mogoče preden se spustimo v to debato, Jure, kako pa izgleda, ko si vodja izobraževanja obsojencev? To verjamem, da je zelo tako zanimivo in povprečen človek niti ne sreča nikoli, bom rekla, nekoga, ki deluje pa na tem področju. Čist na kratko mogoče. Na kratko, malo off topic, ali kako bi rekla, ne? Ja, jaz sem se v tej funkciji med drugim znašel v bistvu malo po naključju, še čisto kot začetnik v bistvu, in moram reči, da sem kar veliko enih zadržkov imel ali pa enih stereotipov, strahov, ki sem jih pa potem res z vsakim, bom rekel, stikom z obsojenci kar hitro razbijal. Ne rečem, kakšni se potrdijo tudi, no, ampak večinoma je pa to v bistvu kar prijetno, zanimivo delo. Zgleda pa tako, da imam ta privilegij, da lahko vsaj enkrat mesečno ali pa ponavadi večkrat, no, v bistvu pridem v stik z njimi, slišim njihove zgodbe in jim potem svetujem, kako nekako poskrbeti za kariero po prestajanju kazni. Nekateri pa delajo oziroma se poskušajo vključevati na trg dela že tudi vmes. Tako da tukaj res veliko enih takih podučnih zgodb, če rečem, in pa primerov dobre prakse, no. V bistvu se jih usmerja potem v karierno pot, ne, kar je tudi... Tako, za povratek potem v družbene sloje nekako je potrebno, da so opolnomočeni do te mere, da lahko sami zase poskrbijo, da niso nekako, če rečem, breme družbe, a ne. In bom rekel, mislim, da smo pri tem kar zelo uspešni, no, tudi številke nam to govorijo. Pravkar se je končal en večleten projekt, v katerem smo dosegli zelo lepe rezultate, v bistvu usposabljanja in izobraževanja obsojencev, tako na ravni srednjega poklicnega strokovnega izobraževanja, pridobivanja NPK,
certifikatov in še ostalih izobraževanj, delovne terapije tudi, tako da tukaj lahko res smo zadovoljni. No. V bistvu se zelo ponapeljal v temo, nikoli ni prepozno za boljšo službo, to, kar je tudi naslov naših hitrih znanj. In čestitam tudi v bistvu res tako pomembno delo opravljaš. Mislim, da si res lahko ponosen. Mislim, pogovor danes povzemam Sanda Jerman, ki na CNŠ skrbim za različne izobraževalne, podjetniške in HR projekte. Pred pričetkom pa še za res kratek uvod v današnjo temo, s tem, da nam je Jure že res lepo stlakoval. Nadaljevanje šolanja odraslih. Zakaj je tako pomembno, da smo v današnjem času odprti za vse življenjsko učenje? Če si gremo samo generacijsko pogledati, baby boom generacija je povprečno zamenjala 2 do 3 službe oziroma zaposlitve. Za generacijo Y je značilno, da zamenjajo že več poklicev. Predstavniki mlajših generacij, kot sta generaciji Z in Alfa, pa bodo delovali v poklicih prihodnosti, ki niso niti še dobro znani. Dejstvo je, da je vse življenjsko učenje neizbežno, to tudi v bistvu že kar čivkajo ptički na veji, in kako lahko svoje znanje nadgradimo v odrasli dobi. Zamenjamo zaposlitev, pridemo do želenega poklica, tudi če smo v bistvu vmes, bom rekla, že zašli od te naše strasti, poti so v bistvu odprte. Pravzaprav bomo debatirali o tem, da za zamenjavo poklica pravzaprav nikoli ni prepozno, kakšne so možnosti pridobitve izobrazbe, zakaj je pomembno, da delodajalci svojim zaposlenim omogočimo izobraževanje in katero spodbude lahko posameznik koristi, če nadaljuje s šolanjem. Prihodnost, ki je pred nami, se zelo spreminja. Vstop umetne inteligence v vsakdanje delo se na mnogih korakih v bistvu že kaže, kako nam lahko olajša delo, spreminja naše delovne poti, vendar v določenih poklicih še vedno nujno potrebujemo ljudi. Tako da se bomo danes pravzaprav pogovarjali o tem, zakaj ne smemo zaspati niti delodajalci, niti zaposleni, kako lahko tudi v bistvu delodajalci v tem procesu podpiramo in motiviramo naše zaposlene. In pa mogoče, Jure, bi začela pri tebi. Kdaj se osebi zaključi karierna pot? Nekaj si to že omenil. Ali se lahko, mogoče pod vprašanje, da bo lažje, ali se lahko recimo jaz ponovno pišem v srednjo šolo, tudi če imam že dokončano fakulteto, pa ugotovim, da bi delala čisto v nekem drugem poklicu. Kdaj se to pravzaprav zaključi? Ja, zdaj, iz praktičnega vidika je karierna pot se pravzaprav lahko zaključi začasno. Pravzaprav se pa zares ne zaključi nikoli, tudi po upokojitvi ne. Zato je v bistvu vedno primeren čas, da se izobražujemo. Jaz lahko tudi iz primerov povem, da se k nam na CNET Štuparju v različne izobraževalne programe vpišejo res, da tudi zelo mladi, tudi pri 16-17 letih, ker jim pač redni šolski sistem ne odgovarja. Imam pa tudi v letošnjem letu eno gospo, ki je stara 63 let, v bistvu se je vpisala v srednjo šolo, ker je bila to pač njena vizija, njena želja, te možnosti ni imela, zdaj je po njeno, z njenimi besedami, odpikala vse, kar je mogla, zdaj se pa v bistvu posvetila temu, kar bi rada, in po pogovoru z njo sem gotov, da je v bistvu res ena bolj motiviranih, vsaj v letošnji sezoni. No. Tako da jaz pravim, za učenje res ni nikoli prepozno, tudi omenili smo že zapore, tudi tam bi nekdo rekel, ja, zdaj je pa konc, zdaj se pa vse končalo. Pravzaprav ne, to je v bistvu res lahko samo ena iztočnica, da obrneš neke stvari na glavo in začneš znova. Tako, in v bistvu lepo potuješ potem naprej. Alenka, ti si psihologinja. Zakaj posameznik se pa odloča pa zamenjal kariero? Jure je zelo lepo omenil to gospo, kako to poteka, na kaj moramo pa paziti, recimo, ne da se kar zaletimo, ker to je pa kljub samo, če smo odrasli, velik zalogaj, da greš delati srednjo šolo ali pa pač nek nov poklic pridobivati. Kako se tega lotiti? Ja, to so zahtevne stvari. In v takih zadevah rabi človek tudi veliko neke motivacije. Zdaj, včasih je primoran, zaradi tega, ker so pač bila v preteklosti neka dejanja, pa je primoran se učiti. Večinoma ljudje želijo nekaj novega, tudi k nam, ko pride recimo kandidati iskati zaposlitve, sprašujejo, kaj pa če bi kaj drugega, imate pa kaj drugačnega, kot sem sedaj počel, kaj pa moram storiti, da bi prišel do nečesa novega. To so neke take interesi, neke želje, neke potrebe, ki jih ljudje tekom različnih življenjskih obdobij čutijo, in mogoče vidijo, da tista osnovna neka izobrazba, ki so jo končali, da ni to, kar jih izpolnjuje. V večini primerov je želja boljša plača, je nek motiv, zakaj v nek nov poklic, zakaj nadgraditi določeno znanje, zakaj tudi kariero spremeniti, je tudi želja ali pa tudi potreba res po teh večjih finančnih sredstvih. In če je človek dlje časa na delovnem mestu nezadovoljen s tistim, kar sam doprinese, pa kako mu potem delodajalec vrača nazaj v obliki mesečne plače, če doživijo to nezadovoljstvo, ga to potem vedno bolj žene naprej, gremo pa res probati kaj drugega, kaj novega najdeti.
Zdaj, včasih so tudi v današnjem času so tudi težave pri tem usklajevanju poklica, delovnega življenja, službe, potem s privatnim življenjem. Če si predstavljate, recimo, so ljudje na več izmenskih delovnikih. Nekateri enostavno več let nimajo sploh možnost biti z družino zraven, ker so popoldanske, pa nočne, pa vikendi. Njih to potem tudi žene. Dajmo pa probati kakšno drugo službo narediti, kjer je mogoče eno izmensko, pa je potem tudi malo bolj zahtevno, pa strokovno, pa je lahko tudi to drug poklic. Je pa to zahtevno, ker tako, kot smo pred začetka rekli, nikoli ni prepozno do boljše službe. Boljša služba na nek način nam tudi omogoči boljšo kakovost življenja. Gre za to, ne gre samo za neko spremembo kariere, spremembo poklica, ampak se nam celotno življenje potem na nek način malo obrne, spremeni, verjetno po večini primerov na boljše. Tako da so pa te driverji oziroma te motivacijski faktorji, ki so zadaj, so pa res zelo različni. In vedno je tako od vsakega posameznika odvisno, kdaj bo, če bo. Ja, tudi delodajalci morajo nastaviti delovno okolje, da so spodbudna, in z vidika stroškov in z vidika časa, tudi družina ne bi bila spodbudna, potem pa podpora bila, pa pri prijateljih. Če tega ni, je potem vse še težje. Mnogo lažje je, če te v bistvu celotna okolica podpira pri tem, in da potem lažje dosežeš cilje. Hvala, Alenka. Jure, daj razbiti nekaj mitov, kako se v bistvu izobraževanje odraslih razlikuje od klasičnega izobraževanja, ko gremo recimo kot dijaki v srednjo šolo. Ali mora recimo nekdo obiskovati srednjo šolo 4 leta, če ima predhodno že končano kakšno srednjo šolo ali pa fakulteto? Kako to zgleda? Mogoče najprej omenim v bistvu, da so te miti, da je, bom rekel, šola v odrasli dobi, predvsem za tiste, ki šole sploh nimajo, ali pa za tiste, ki imajo preveč prostega časa, je v bistvu res to ne velja. Že prej si omenila, da nekdo, ki ima srednjo šolo končano, lahko brez problema v bistvu izobraževanje spremeni, nadaljuje iz enega ali drugega vzgona, se pravi, lahko je to čisto neka interna zadeva, lahko je pa nek zunanji dejavnik, ki te v bistvu to pripravi. Če imaš recimo srednjo šolo že prej narejeno, seveda lahko neko novo izobrazbo dosti hitreje pridobiš, ker se tisto predhodno pridobljeno znanje seveda upošteva. Tako da bom rekel, neko 4-letniško srednjo šolo se da opraviti lahko teoretično v enem letu, ker delaš samo tako imenovane diferencialne izpite, torej izpite, ki jih v neki stroki še nisi opravljal, medtem ker če si opravil slovenščino, angleščino, matematiko in ostale predmete, se ti ocene lahko enostavno prepišejo. In zato si v bistvu kar na dobri poti, da to dosti hitro končaš. Pa tudi, če bi recimo prišel nekdo samo z osnovno šolo ali nedokončano srednjo šolo, je izobraževalna pot oziroma izobraževalne možnosti so veliko bolj prilagodljive kot v redni srednji šoli in zato je ta pot bistveno hitrejša lahko. Seveda je pa največji dejavnik nekdo sam in njegove odločitve, ki jih pri tem sprejema. Seveda z našo podporo je to bistveno lažje, kot pa če si sam na tem. Kaj pa recimo, če imam jaz kot posameznik ogromno nekega neformalnega znanja, potrdil, tečajev, ki niso formalna, a se to tudi recimo kaj upošteva za kakšen strokovni, bom rekla, predmet, pa se potem nekako, a se bolj išče tukaj znanje ali? Tako, zdaj pri formalnem izobraževanju so vseeno neke omejitve in neformalna znanja, vsaj na Cenetu Štuparju, pa mislim, da je tudi to praksa večine ljudskih univerz, v Zvezi ljudskih univerz, da poskušamo v maksimalnem obsegu upoštevati vsa znanja, vse izkušnje, ki jih nekdo ima. Ker pridobivanje znanja ni samo tisto formalno, ampak se res celo življenje nekje učimo, včasih čisto nezavedno, in če imamo potem še to srečo, da imamo neka dokazila, ker včasih se zgodi, da imamo tudi zelo bogato znanje, pa nimamo nekih papirjev, ampak tudi tista znanja, ki so brez papirjev, se da v bistvu samo nekako dokazati pri nas in se potem lahko upošteva. Torej, priznavanje neformalnih znanj in tudi formalnih, kot sem prej omenil, je redna praksa in jo tudi iz strokovnega vidika strokovnjaki na tem področju močno zagovarjamo. Je pa tako, da delodajalci so pa zelo dovzetni za vsa takšna in drugačna potrdila, oziroma tudi v ozadju ne bi bilo res neko znanje izkazano, so kandidati v prednosti, več, ko imajo nekih potrdil o izobraževanju, bolj, ko so bili aktivni, bolj, ko izkažejo to znanje, več pa dobijo potem dodatnih točk v kandidaturi. In tudi recimo v sistemu napredovanja so določene točke v nekih sektorjih, tudi v gospodarstvu določene točke, ki jih človek zbira, in to so tudi neke spodbude za posameznika,
da se udeležuje, pa da potem tudi pridobi neko potrdilo. Ne? In pravzaprav velik signal tudi konec koncev delodajalcu, da je ta človek motiviran, tako aktiven, da se je pripravljen bolj potruditi, da v bistvu pač vlaga več kot samo pač tisto, kar je nujno potrebno. Jure, mogoče samo še 2 termina, da razčistimo. Veliko krat slišimo prekvalifikacija in dokvalifikacija. Kaj to v tej terminologiji na formalnem področju pomeni? Tukaj govorimo o čisto eni taki, bom rekel, preprosti zadevi. Pravzaprav se pogovarjamo samo o tem, ali nekdo višjo stopnjo izobrazbe šele pridobiva, ali pa v bistvu na isti stopnji izobrazbe ostaja in samo pridobiva novo poklic, nove usmeritve. Torej, prekvalificiraš se, kadar ostaješ na isti ravni izobrazbe, dokvalificiraš se, kadar pridobiš neko višjo stopnjo izobrazbe. Naprimer, če imaš končano samo osnovno šolo, pridobiš srednjo poklicno šolo, si se dokvalificiral do nekega poklica. Če se prekvalificiraš, se pa recimo lahko trgovec v administratorja, ne, in ostaješ nekako na isti ravni. Pravzaprav je nepomembno iz vidika, bom rekel, samega človeka, če tako rečem, ampak je bolj termin tehničen, organizacijski, ne, tako da, ampak oboje pa pomeni neko pridobitev izobrazbe. Odlično, hvala lepa. Alenka, kako pa se, nekaj smo že omenjali, kako se lotiti novega usposabljanja, novega izobraževanja vsem tem, ker se imamo že vsi v bistvu v svojem delovniku zelo veliko stvari, pa potem še zraven otroke, recimo večina, ali pa hobije, koničke in tako naprej. Kje najti, oziroma kako si odrediti čas za to in pa kje imajo delodajalci to vlogo? Pa če te lahko samo prosim, da mogoče malce glasneje, ena gospa nas je opozorila, da se te mogoče mačkam slabše sliši. Okay, bom malo zavriskala. Vedno je tako, potrebno je začeti z malimi stvarmi, ne? Da se res sami pri sebi odločimo, ne? Ja, grem v neko akcijo, ne, potem tako korak za korakom. Ne. Sej, tako v življenju pa doskrat vidimo, da ni treba, da neke izjemne stvari delamo, da nam bojo vsi ploskali, da ni treba, da smo nek perfekt, pa ne, da smo vsem všečni, pa da vse tako neki na veliko, neke korenite spremembe. Pomalo, ne. In tudi v smislu pridobivanja novega znanja, izobraževanja si je treba tudi nastaviti plane, ne, si zapisati neke določene cilje, ne, znotraj tistih omejitev, ki jih imamo, ne. Tudi vemo, kako včasih rečejo, dajmo narediti zdajle, naredimo maksimalno s tistim, kar imamo zdaj na voljo po tem trenutku. Ne? In to razmisliti, zapisati si, pridobiti čim več nekih informacij, čim bolj raziskovati, kakšne so alternative, kdo nam vse lahko pri tem pomaga. In biti discipliniran potem pri tem. Prehiter vržemo puško v koruzo. Najhujš, kar moramo delati. Tako hitri zagoni, dajmo na veliko, pol nam pa kar vse mazbledi. Tako tista disciplina, vedno imeti pred sabo pol tisti malo širši cilj, vedno videti naprej sebe, si tudi nekako vizualizirati, kako bo čez leto ali pa čez 2 leti, ko bo do te spremembe prišlo. Potem je tudi zelo pomembno tukaj znotraj vsega tega ta veščina postavljanja prioritet, organizacije svojega časa, prostočasnih aktivnosti, izobraževanja. Zelo konkretno delodajalca mora pa tudi razmisliti, kako ne zdaj samo finančne vere nastaviti, pa budžetirati, pa jih imeti za to, ampak tudi čas, kdaj se lahko ljudje učijo, kdaj lahko predajajo znanje en drugemu, kdaj se lahko, mi dve usedeva kot mentorski par, in imamo na voljo 2 ure, da neko stvar predelava. Ker smo vsi na delovnih mestih zelo operativni, hitri, norme, si predstavljate tudi v delovnih intenzivnih panogah, kako to laufa, ni časa za to, in je pomembno, da se tudi temu nameni nek svoj prostor in čas, da tudi organizacija to na tak način spodbuja. Mogoče, če tukaj lahko samo dodamo, v bistvu se strinjamo, in tukaj lahko, če si nekdo težko predstavlja, v bistvu, kako vse to zorganizirati, stopimo tudi v bistvu mi z področja izobraževanja odraslih, imamo svetovalno službo, v bistvu, bom rekel, zelo izpopolnjeno, ki je namenjena temu, da v bistvu ljudem pomagamo najti te poti, ki jih sami še niti ne vidijo. Seveda to ni enostavno, omenila si tudi, da morajo ostati motivirani, zagrizeni, ne se morajo boriti in včasih pač enostavno podklecneš. In takrat je dobro, če veš, da imaš telefon, mail, oseben kontakt, ki ga še posebej zagovarjamo v bistvu z nekom, ki te lahko pomaga spet samo malo poravnati tisto pot. Tako da tukaj se mi zdi in vaše delo, in pa tudi naše delo zelo pomembno, in bom rekel, kvečemo premalo se ga zavedamo, mogoče, da te možnosti so in jih premalo koristimo.
Ravno to sem hotela opozoriti, prosti, kar dopolniš. Da se to dobro izkaže, da najdemo neke te ljudi, ki so udeleženi v teh podobnih procesih kot mi sami. In se potem tudi pomrežimo z njimi, pridobivamo informacije, se kdaj tudi skupaj kakšno stvar učimo, gradivo izmenjujemo. Tako najdete neko družbo tudi sebi enakih, lahko to samo eden tudi, poleg strokovnjakov, in se znotraj tega potem lažje nekako identificiramo, en drugega malo polnomočimo. In tako tega nam včasih kar malo manjka. Sploh z vsem učenjem nadaljavo, s tem, kar so bile koronske zadeve, z digitalnimi zadevami zmanjkuje ta osebni stik in pri sami motivaciji, in pri dvigovanju tega je pa pomembno, da se spodbujamo tudi med seboj. Ja, z ekipo mnogo lažje v bistvu greš naprej, ker vedno te nekdo, kot ti vse skupaj, če lahko tako rečem, dol pade, pa te porinejo dalje. Ravno to sem hotela, Igor, ti postaviti vprašanje, pa si v bistvu že sam odgovoril, da v bistvu pri izobraževanju odraslih, imajo tudi šole, pač se pravi za mlajše, ampak res, kako pomembna je ta podpora in da na ljudskih univerzah je ta podpora zares odlično razvita, se pravi svetovanje že od samega izbora poklica se pomaga, mogoče tudi ta ožji fokus izostriti in potem tudi preko teh korakov, da človek dokonča in dobi neko motivacijo. Mogoče čisto moja izkušnja, jaz sem tudi v bistvu MPK svetovalka in delam v bistvu, kjer ljudje pridobivajo poklic socialnega oskrbovalca in opažam zadnje čase, kako se te skupine krasno zorganizirajo, 15 jih je običajno v skupini, to ima vsi Viber grupo, si delijo zapiske, če kdo kaj manjka, tako v bistvu nek tudi tak duh med odraslimi prevlada, kot bom rekla, in v srednji ali pa v osnovni šoli. Jaz imam osnovno šolko doma, na istem nivoju in so v bistvu res tako, kakor so na začetku morda prestrašeni, ki v ta proces vstopajo, pa na koncu, se bomo zmogala, se gre in so v bistvu res spodbujajo in je tako ena taka, bom rekla, motivacija in good vibe, da res potem se čim več ljudi dokonča. Ja, dobro se moramo imeti, fajn se moramo imeti, in pri delu, in pri tem, kar se učimo. In če se imamo dobro pri tem, in če si pomagamo med sabo, se da ogromno stvari narediti. Pa mogoče še to, če še ta mit razbijamo. Ogromno ljudi, to smo tudi že velikokrat govorili, se bojijo stopiti nazaj v šolske klopi, ker imajo neko slabo izkušnjo od prej. Vaj in mogoče na svet glede tega, tako čisto iz prakse. Kaj bi tukaj svetovali? Jaz sem bila prejšnji teden, sem bila 4. v 2. razredu. Pri 3. otroku, roditeljski sestanek, 4. v 2. razredu mi je bilo zelo fajn, malo se tako bohecamo mestno, ampak nekako prepoznati to, da je v tem znanju, v to, kar pridobimo, v to, kakršnakoli taka dodatna informacija, to je vse moč za nas. To je vse moč, s tem se mi vse opolnomočimo, da lahko, ko pridemo do neke situacije, tudi če nam zdaj takoj to ne pomaga, pa ne vem, ko se bomo pa čez mesec, 2 način soočali na neki nezavedni ravni, bomo bili tudi opremljeni s tem. To se premalo zavedamo. Vse, kar je, tudi ne vem, če grem po neki ulici, pa spremljam neke table, oglaševalske, pa gledam, kakšne so stavbe, tudi to je neko vizualno učenje, ker se ga sploh ne zavedamo, ali pa, ko vozimo avto. Ta zavest, da niso tudi tako rezultati, da ni vse zdaj sam zato, da naredimo matematični izpit zdaj ta moment, ampak da se nam bo to sigurno nekje na daljši rok tudi obrestvalo. Jure, mogoče pri odraslih, slabe izkušnje, to so nas že na faksu učila, v bistvu, da so zelo pomemben dejavnik v bistvu pri izobraževanju odraslih, ker zelo velik pečat pustijo. Takrat, ko smo v bistvu ranjeni, v bistvu nekako prizadeti, a pa vsako krivico, ki se nam v otroštvu zgodi na poti izobraževanja, zelo dolg časa nosimo s sabo, ponovadi bistveno dlje časa, kakor pa dobre izkušnje. Tako smo ljudje naravnani, da si raje zapomnimo slabe stvari. Enostavno zato, ker nas bolj prizadanejo. Tista čustva so pač malo močnejša in se strah hitreje vzpostavi, strah je pa je najmočnejših čustev, verjetno se strinjava. In to premagati je v bistvu res treba zelo postopno. Prvo s temi pozitivnimi v bistvu začetki, svetovanjem, vzpostavljanjem zaupanja, ki ga pa ne smemo potem porušati. Se pravi, moramo stati za tistim, kar smo povedali. Imamo recimo situacije, kjer ni čisto jasno, kako bi se lahko odločili in da v bistvu tudi udeležencem povemo, gledajte, se bomo odločili v vaše dobro. Če vsem sistemu in zaposlovalcu in vseeno v tem smislu, da jim nič ne spremeni, bomo pa tako naredili, da je pa v vaše dobro. In to jim že da nek povrat. To je pa nekaj drugače, kot pa redna srednja osnovna šola. Učitelji ne zahtevajo, da sedijo z rokami na mizah in tako naprej, pa včasih stojijo, včasih se pogovarjajo. Z marsikaterim učiteljem so lahko na ti. Se pravi, in to čisto neko drugo dinamiko in druge odnose vzpostavlja izobraževanje odraslih. In res tukaj na ljudskih univerzah,
lahko, bom rekel, z gotovostjo jamčim, da na podlagi dolgoletnih izkušenj, pa tudi, bom rekel, res teh najnovejših spoznanj, ki se ves čas nekako premikajo naprej, skušamo to samo še potrjevati. Odlično. Hvala, ampak Jure, bomo mi kar nadaljevala. Katere so prednosti, recimo, ki bi ti kot čisti iz prakse in kot strokovnjak izpostavil za izobraževanje za podjetja? Zakaj je dobro, da v bistvu pa vse zaposlene, vemo, da je ogromno, da je v bistvu vse tako napeto, pa vse zelo preračunano, pa vedno manjka časa. Ampak kaj je pa tisto, da če podjetje pospodbuja svoje zaposlene k nadaljevanju izobraževanja, kaj pridobi s takim kolektivom, posameznico? Že teorije v bistvu na področju izobraževanja, pa ne samo teorije, ki so se seveda z raziskavami potrdile, govorijo o tem, da ljudje, ki se v bistvu izobražujejo, se hočejo izobraževati še več. In če imaš ti v kolektivu, lahko tudi za naš kolektiv rečem, ki je zelo naravnan v bistvu tako, da pridobiva ves čas neka znanja, ali pa v nekih drugih podjetjih, ki imam tudi recimo stik z njimi. Taki kolektivi v bistvu imajo večjo moč podporanja, dajanja podpore drug drugemu, se pravi, te timske vezi se lažje tkejo. Bom rekel, podjetje postane zagotovo bolj konkurenčno, ker so v bistvu neke sveže, nove ideje ves čas porajajo. Zadovoljstvo zaposlenih je tudi zagotovo večje. Bom rekel, pripadnost, socialna vključenost, vse to se nekako veča. Moram pa tukaj mogoče omeniti, bom rekel, pogosto se nam pojavljajo, bom rekel, strahovi, če pa nekdo zdaj pa pridobi izobrazbo, bo pa kar odšel, pa si bo boljšo službo našel. Ni nujno, če si ti pripravljen, pa če zmoriš v bistvu človeku tisto primerno plačilo dati, prej si omenila že plačo, pač to je dejstvo, da je to velik dejavnik. Jaz verjamem, da bo v bistvu človek začutil in tudi začutijo, se pravi, da če si kot delodajalec pripravljen v njega vlagati, ga imaš nekako na neki drugi ravni, v bistvu ga spoštuješ, njegovo znanje, njegove izkušnje in bo rajši ostal pri tebi, ker nič mu ne pomaga, če gre v neko drugo podjetje, kjer pa vseh teh, bom rekel, bonitet ali pa bom rekel nekih priznanj ne bo imel, tudi če je pač 50, 100 ali pa nekaj evrov večja plača. Tako da jaz bi predvsem te točke izpostavil. Ja, že to spoštovanje, da nekoga spoštuješ in vanj vlagaš. Hvala, Jure. Alenka, kaj pa mogoče še tvoj pogled, pa kaj se zaznava recimo zdaj v podjetjih, polno informacij, znanja na vsakem koraku, umetna inteligenca, vedno vse pač navidezno, kot vse na voljo, čeprav vemo, da danes te informacije prefiltrirati pa pravo in dobiti pa prava umetnost. Bi mogoče lahko še rekla, da več znaš, več veljaš, še vedno drži? Ja, absolutno. Absolutno, ampak govorimo o tem uporabnem znanju, je treba pretvoriti vse neko naskladiščeno znanje, ki ga ima posameznik v sebi in ki obstaja zapisano v bazah znanj različnih delodajalcev, pretvoriti v neko uporabno vrednost. Sicer pa absolutno več, ko znamo, bolj smo močni, suvereni, bolj se znamo odzivati v nekih situacijah. Samozavestni. Zdaj tudi recimo čist tak primer, digitalna opismenost in digitalne kompetence in poznavanje sodobnih informacijskih sistemov. Zdaj, če hočem komunicirati z osebnim zdravnikom, moram preko portala, se moram naučiti, uporabljati portal, moram imeti digitalno potrdilo, če hočem, oddati dohodninsko osnovo za odmero dohodnina, je tudi to že vse nekako virtualno in zdaj ljudje zaostajajo v tem, v našem prostoru ljudje zaostajajo. Tudi tako z vidika delodajalcev, da, obstajajo delodajalci, ki so res dovzetniki, razumejo to, kar si tudi ti pregovoril, da so ljudje kapital, da je treba v ljudi vlagati, ker bodo potem ljudje s svojim znanjem in z uporabo tega znanja imeli še večji doprinos potem v podjetje. Obstajajo tudi delodajalci, ki nekako se zavedajo tiste bazične strukture znanja. Ok, dajmo varstvo pri delu naredimo, pa potem malo za kakšnega vodjo še kakšen program vodstvenih veščin, pa mogoče kakšne strokovne kompetence, tisto, da je tako osnovno pokrito. So pa tudi delodajalci, ki pa v bistvu prav tako na eksplicitni ravni povedo, ne želimo vlagati v znanje oziroma tudi nimamo nekih većih resursov, ne vidimo, da bi to pripomoglo potem do dodane vrednosti posameznika, in tudi nekako okrnejo vse te svoje proračune za izobraževanje. In ja, je res, da iz takih podjetij bo tem ljudje začeli odhajati, oziroma je tako, po drugi strani so pa tudi neki posamezniki, ki jim pa na nek način ustreza 8-urni delavnik z nekim rutiniranim, monotonim delom, tudi take je treba prepoznati in jih pač pustiti v tistem svojemu, če ne želijo. Ni tako zdaj kar vse za vse dobro, so pa specifični primeri.
Se pa ta kultura pri delodajalcih nenehnega razvoja, izobraževanja se izboljšuje. Ampak jaz, če bi tako po mojem oceni, bi rekla, da bi moglo biti tega še več. Da bi se moglo tudi, recimo tako kot ceniš tu pa Ruske univerze, še bolj nekako priti v kontakt z gospodarstvom, z delodajalci, s temi manjšimi podjetji ali pa srednje velikimi podjetji, kjer je manj teh povezav in se lahko z nekimi hitrimi, specifičnimi znanji, z nekimi preskoki v teh prekvalifikacijah bi lahko veliko ljudi opolnomočili. Ja, v bistvu znanje je tisto, zdaj smo v družbi znanja, in znanje je pravzaprav tista razlika, ki podjetju lahko na koncu prinese, bom rekla, tudi inovacijo, ker moramo nenehno pri teh spremembah paziti. Danes smo lahko kot podjetje zelo in pa nek naročnik nekaj spremeni, pa lahko kar naenkrat ostanemo v bistvu brezposleni. Tako da je znanje pomembno, se strinjam popolnoma. Znanjem v bistvu lahko podjetja rešujejo tudi kadrovsko stisko, po drugi strani z vključitvijo zaposlenih v formalno izobraževanje. Kako imamo pa recimo, Jure, tukaj, kaj so opcije, ki jih pa lahko delodajalec pravzaprav uporabi? Ja, zdaj tukaj ena je zagotovo, da pošleš, oziroma namigneš svojemu zaposlenemu, da se pač izobražuje. To, kar smo že prej povedali, to je res naložba in če podjetje teče na dolgi rok, je to ta prava naložba. Če pa kadra nimamo, ga pa lahko privabimo ali pa mogoče motiviramo, da ga lažje, najdemo, tudi s tem, da mu ponudimo izobraževanje oziroma sofinanciranje izobraževanja. Veliko je primerov tudi v našem podjetju, v bistvu, da pridejo udeleženci in rečejo, jaz sem pa že na razgovoru bil, ponudili so mi tudi, da mi bodo plačali izobraževanje, če se odločim in v tem in tem času to pridobim. Delodajalec mora zavedati, da lahko postavi neke, realne pogoje, v kolikem času želi nek kader, nekega, pač rečemo strokovnjaka ali pa neko izobrazbo pridobiti, in če je pripravljen, pri tem pomaga tudi finančno. Cene, mimogrede, niso tako grozne, kot bi si kdo predstavljal. Je v bistvu lahko ta vložek v nekega novega strokovnjaka precej nizek, ker dobiš nekoga s svežimi znanji, ki je dodatno motiviran, s tem ga pa mogoče še, nekako, če grdo rečem, privežeš nase in v nekem času pričakuješ, da tukaj tudi ostane. Mogoče bi tukaj samo še eno vprašanje smo dobili iz publike, pa da vidimo, če lahko gospe odgovorimo. Pri nas imamo slabe izkušnje z izobraževanjem zaposlenih. Smo za izobraževanje, vendar ko ljudi navadimo in izobrazimo, odidejo drugam, večinoma na svoje. S tem postanejo naša konkurenca. Na trgu je že tako zelo malo delovne sile v vseh branžah. Kako rešiti pa to zadevo? Ja, zdaj obstaja nekaj tudi formalne zaveze, so določene pogodbe o izobraževanju, pogodbe o usposabljanju, kjer se obe strani zavežeta, da pač če bo delodajalec investiral v človeka, da bo potem ta človek tudi na nek mal daljši rok ostal, pa tudi nekaj tam investiral. Tako zelo formalno, sicer je pa veliko tudi raznih takih psiholoških pogodb. Je pa tako, da vedno je tudi naloga delodajalca, da ohranja to kontinuiteto zadržanja, retencije zaposlenih, z različnimi drugimi tudi strategijami. Zdaj ponavadi tako, ljudje mislijo, ok, zdaj se bom izobraževal, to pomeni takoj plačno napredovanje tudi, Ni nujno, Ni nujno, ampak in recimo tudi plače tudi so neke limite, koliko jih lahko pač zvišujemo na neki letni ali pa večletni ravni, Tako da je treba tukaj za tazga posameznika poskrbeti z večjih faktorjev, se pogovoriti z njim, kaj mu je še zanimivo, ok, plača, dobro, to, da bo potem nekaj časa še on oddelu, mogoče, ne vem, kakšna druga fleksibila pri delovniku, mogoče, ne vem, zdaj težko rečem tudi, s čem se to podjetje ukvarja. Mogoče, če nam gospa lahko še zapiše, s čem se ukvarjate. Ja, da mogoče z tega malo tako razmisliti, kaj so še neki tisti motivacijski faktorji, ki bi tega človeka zadržala, da bi zadržali znanje tudi znotraj. Lahko je ta človek potem postavil neko vlogo strokovnjaka, mentorja, ki potem naprej predaja znanje in tukaj čuti pa večjo odgovornost, spet naprej. To sem hotel v bistvu še preklopiti se zraven. V bistvu z novimi znanji, ko nekdo pride, je zelo dobro razmisliti, kaj potem. Zdaj seveda nekaj bo podjetju prinesel, ampak če mu dodamo neke odgovornosti s kakšnim mentorsko funkcijo, nekaj takega, ker bom vsaj tako rekel, večina teh, ki se potem ali pa neko poprečje, je v neki srednji delovni dobi, in zdaj takrat pa že pritiče nek razmislek o tem, kaj bomo v drugi polovici s tem človekom delala. Je pa res, da pač vseeno, kot smo že na samem začetku omenili, ta fluktuacija menjave služb je res velika. Zdaj, če si glih v nesrečnem slučaju, da glih v tvojem podjetju si ti vložil, ampak razmislek
v to smer, kako tega človeka potem zadržati, saj bom rekel, do amortizacije tega vložka. Ne? In to se da narediti formalno z neko zavezo, bom rekel, tako so zgrajene štipendije kadrovske in take zadeve, ne? In lahko to dojemo, lahko pa tudi še drugače, ne? Z nekimi drugimi, bom rekel, obvezami, in če nekdo ve, da je odgovoren za 5 podrejenih, ker je zdaj napredoval na neko drugo stopnjo, ki ni nujno samo finančno opredeljena, ne? Pogosteje kakšno, bom rekel, čustveno zavezo tudi k temu, ne? Psihološke zaveze, tako, ne? Mogoče tako, ja. Ja, prideš nekje na neko tisto stopnjo, ne, ko malce dozoriš, ko mogoče otroci malce pozrastejo in si tudi želiš novih izzivov. Ne, tudi tako. To v bistvu tako. In če ti jih podjetje nudi, ne, je to, bom rekel, en faktor, ki si zihar te prepričuje v to smer, da ostaneš. Ja, z ljudmi se treba pogovarjati, ne. Z zaposlenim se treba pogovarjati, ne. Videti, kaj jih žene, kaj si želijo. Bolj, ko komuniciramo med seboj, bolj se prepoznavamo, bolj vemo, kaj, ne vem, tebe motivira, kaj mene, in bolj lahko najdemo neko skupno pot, ne. Če smo pa na 2 različnih poljih, pa tudi če relativno dobro poteka delo, ampak ne znamo pa zastaviti smer naprej. Drži. Jure, prej si omenjal višino, se pravi, šolnin. Mogoče lahko samo enega berite, koliko stane povprečno neko srednjošolsko izobraževanje. Verjamem pa, da tudi varira nekje od, bom rekla, od programa do programa, a ne? Tako, zdaj poprečno, bom rekel, to je res taka zelo groba ocena, bom rekel, neka prekvalifikacija, zdaj, ko vemo, kaj to je, ne, na eni ali na drugi stopni stane 1500 evrov okvirno, ne, zelo, vse še seveda razlikuje od posameznika. Drugače pa na tem mestu omenim v bistvu, da so finančne spodbude tudi strani države, ki se očitno vsaj nekih, mogoče se vsi ne bomo strinjali, ampak v nekih okvirih zaveda pomembnosti v bistvu izobraževanja odraslih. Zavod za zaposlovanje, recimo za brezposelne, ponuja, bom rekel, neke pomoči za dokončanje že začete izobrazbe. Občasno se pojavijo programi v bistvu spodbude delodajalcev, v bistvu, da jim pomagajo izobraziti nek kader, ne, in potem to breme na delodajalcev ni tako veliko, ne. Vse pa tudi v bistvu pripravlja neki evropski razpis, ki je bil že večkrat v podobnem obsegu nekako narejen. Trenutno je mislim, da v zaključni fazi priprave. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, mislim, da ima še malo daljši naziv, pripravlja evropski razpis, v katerem bodo lahko kandidirali, vsaj neformalno je znano to, starejši od 26 let, ki bodo pridobili, se pravi, se bodo prekvalificirali ali dokvalificirali na kjerokoli izobrazbo. Tako da to mislim, da tudi bo ena krasna priložnost, pa tudi, če se za to odločite že zdaj, naj bi bilo tako, da se v bistvu ta sredstva da potem tudi, če boš v tem času že končal, z razpisom za nazaj retrogradno v bistvu koristiti. No, tako da tukaj je res eno povabilo, no, bom rekel, za vse, ki bi sami razmišljali v to smer ali pa da to informacijo predajo naprej, ker se mi zdi smiselno, da v bistvu ta sredstva v čim večji meri, čim hitreje počrpamo. Tako, in da v bistvu ljudje pridobijo dodatno izobrazbo, pravzaprav brezplačno, ne? Še eno vprašanje smo prejeli. Od gospe smo elektropodjetje, naše delo je izredno obsežno, nimamo pa plačnih razredov, kot jo ima javna uprava. No, vse plačne razrede so z enim namenom, ne? Plačne razrede je v ozadju takoj sistem napredovanja, ne? Sistem razvoja. In če ima recimo podjetje vzpostavlja nek sistem razvoja, ne? Jaz kot posameznica vem, ne, kaj mi bo sledilo, ne, čez 3 leta, kaj čez 4 leta, zavedam se nekega svojega kariernega razvoja znotraj tega delodajalca, ne. In vem tudi pol, kaj moram storiti za to, da bom lahko napredovala, katera znanja moram pridobiti, kako bo to pol ovrednoteno, kako se bo moja vloga razširila znotraj podjetja, kakšne bo imela nove odgovornosti. In to me bo vsaj narediti bolj motivacijsko, da bom raje potem nekje ostala, kot pa če zdaj pač sem nekje, zdaj ne vem, ali to, ali to limita, ali še kjer. Že prvi dan limita, ne? Ja, ne. To je pač, ja. Mogoče razmislek v to smer, ja. Ja, so sistemi napredovanja, pa sistemi nasledstev, ne. To so pomembne stvari v nekih kadrovskih politikah, ki so lahko, ni to nujno, da je tako zelo obsežno, lahko so tako pomalo zapisane, nekje je treba začeti in to definirati, ne. Sigurno pa to ne velja samo za javni sektor, veliko podjetij zasebnih ima, ne. In tudi take zadeve so že pomembne, tudi bom rekla pri manjših podjetjih, ne, pravzaprav tam, kjer hoče zadržati. Ni treba, da ima podjetje pa za 1500 zaposlenih, ne. Tako je potrebno že začeti razmišljati o teh stvareh, ne. Tako, v bistvu počasi
počasi se nam čas izteka. Jaz upam, da smo gospe Nadi zdaj odgovorili. Če ne, pa z veseljem nam lahko tudi pošljete kakšno elektronsko pošto, pa bomo probali dodati še kakšen dodaten odgovor. Tako, v bistvu za zaključek še vprašanje za oba. Tako kot je bil tudi naslov današnjih hitrih znanj. Nikoli ni prepozno za boljšo službo, vedno se nam lahko kaj odpre. Še posebej sedaj, ko moramo nenehno nadgrajevati svoje znanje. Vajna popotnica za ključna misel, glede izobraževanja odraslih, glede vključitve, čakati, ne čakati. Ja, ne, če nas nekaj tudi žul, nikoli ne smemo, vedno je tista akcija dobrodošla. Ne? Pa tudi, če malo testiramo, pa sprobavamo, pa preskušamo, ampak tudi samega testiranja se nekaj naučimo. To psihologi vedno rečemo, testirati je treba. Ne? Ja. No, ampak tako, res, znanje je neko bogatstvo, to nas bogati. Ne? Znanje nam bo tudi omogočalo bolj kakovostno življenje. Ne? Bolj smo tudi empatični, bolj prepoznamo nekoga drugega. In pomembno je, da to znanje tudi delimo naprej. Ker če ga jaz delim potem s tabo ali pa s tabo, ne, smo že trije, ki smo bolj opolnomočeni, ki smo lahko bolj komunikativni, ki smo lahko bolj digitalno pismeni in bomo tudi lažje sobivali med seboj. Drži, pa mogoče ne čakati na zadnjo sekundo. Dostikrat se nam zgodi, sploh če smo taki tipi, da smo tudi, bom rekla, zvesti podjetju, ko se ti pa res nakopiči, pa eksplodiraš, pa kar daš odpoved. Zamenjava zaposlitve se mi zdi, da je fino, da je načrtna, da če vidiš, da ti je premalo, da rabiš nov izziv in da se v bistvu začneš najprej tudi v lastnem podjetju mogoče pogovarjati o izobraževanju. Jure? Jaz se vajin, mislim, pridružujem, v bistvu dodal bi mogoče samo še to, da včasih pa vendarle je treba počakati, ampak ne v tem presodi v bistvu nekdo, ki mogoče lahko pametno svetuje z tega področja. Ne? Na ljudskih univerzah imamo ljudi z res široko paleto izkušenj v bistvu in zgodb, ki nam jih ljudje prinesejo in to so tisto naše pravo bogatstvo in z veseljem takšne, bom rekel, izkušnje, namige, usmeritve predamo naprej. In včasih res ugotovimo, da je pa mogoče, čeprav je bila, ne vem, ti je kolegica rekla, kako super je uspelo, pa to je pa tvoj čas šele čez pol leta in tudi s tem ni nič narobe. Tako, kot si rekla, plansko v bistvu, da si zapišemo, da naredimo nek načrt in to načrtovanje in postavljanje nekega smisla, cilja je tudi zelo pomembno. Tako da, ja, drugače pa pogumno, vrata so odprta, tista, ki se zaprejo, se dvoje nove odprejo, ali kako že. Ali pa vse okno. Ali pa vse okno, ja. Če bo kdo rabo motivacijo, lahko vedno nas pokliče. Tako drži, absolutno. In tudi pri nas na ljudskih univerzah je res to karierno svetovanje. Ena taka odlična priložnost, premalo je poznana. Jaz tesno sodelujem s sodelavko, ki to dnevno dela in vidim, kako so v bistvu ljudje, ki pridejo k njej zadovoljni, odidejo lažji, ker dobijo tudi vsaj neko novo idejo, navdih, kam se usmeriti, kako naprej, ker včasih nas življenje pa zares tudi kar pošteno preizkuša. Tako da, najlepša vama hvala. Tako prišli smo pravzaprav do konca, odgovorili smo na naše vprašanja, kot smo pomenili, če kdorkoli, karkoli, tudi ko bo prišla zahvala, bodo tam v bistvu kontakti in se veseljem sprejemamo vaša dodatna vprašanja, ukolikor niste utegnili tukaj vprašati. Tako da hvala lepa, želimo vam en prijeten dan še naprej in ker ste si res vzeli čas in za vse konkretne odgovore. Prosim.